To, kar gledaš, ni shady preprodaja drog sred parkirišča, ampak kupovanje campervana na Novi Zelandiji. V prejšnjem delu po Aucklandu smo se potikali naokrog in skušali najti nov dom na 4 kolesih. Več dni zapored, brez sreče. Potem pa sva le našla najinega srečnega izbranca, vendar tudi tu ni šlo brez čudnih stvari skozi. Potopimo se v naslednji del in kar nadaljujemo, kjer smo končali. Tukaj naju že lahko vidiš na testni vožnji najinega kombičkota. Imel pa je praktično vse, kar sva si želela. Od fiksnega WC-ja do sončnih panelov in odločila sva se za nakup. Ker sem imela pripravljeno gotovino za kupovanje na avtotržnici, kjer se posluje le z gotovino, nisem imela druge izbire, kot da kar takole sredi belega dne na pultu v kombiju naredimo preprodajo. Vse je v redu in prav, dokler tip ni denarja pobasal in se poslovil, češ da mora nazaj v službo in da je sedaj kombi najem. In da naj za prepis vozila greva na neko ustanovo in da njega ne potrebuje. Na to je ekstra čudan, da kupaš kombi sred parkirišča? Ne vem. Zdaj greva kao na prepis, nemo se nekam naprej mudi. Ne vem. Jaz nijem dobrega občutka. Znar so dala, dobro imam vsaj poslikano njegovo osebno izkazničo, če mi to kaj pomaga. Ampak recimo, da so Novozelandčani tako cool. Pač to v Sloveniji ne bi šlo skozi, no. Plus tole 7-metrsko kravo moramo midva zdaj po levem pasu peljati do... Praktično do centra Aucklanda, kar je najslabije. To še adrenalinsko, tako da se bomo skupaj veselili, ko prideva na cilj, ko bo vse prepis narejen, pa ko bova pri bajti, pri babici nastavi. Trenutno smo malce živčni. Ta je tlej to treba. Po mojem je treba vse zgapiti. Pa zdaj. Pa bo? Me glava boli. Evo naj pri VNTZ-ju, to je pač Vehicle Transfer New Zealand, kot nek naš tehnični pregledi. Tako da tukaj bo zdaj naredila prepis tega najinega kombija, kar spet zelo čudno. Veliko stvari tukaj na Novi Zelandiji je čudno, ker se mi zdi, da v Evropi sploh ne bi šla skozi. Namreč tukaj so brez lastnika, mi da kar sama vse na lepe oči zrihtala, tako da, ja, nač, bežimo noter, da tole naredimo. Ja, kilometre bova kupila piško. Kilometrova kupila. Ja, da se vala vozila, moraš kilometre kupiti. Logično, ali? In ne, to ne misel, da bova kupila benzin. Dobesedno dizelski motorji tukaj na Novi Zelandiji pač rabijo nek poseben formular, kilometre kupiš, da se lahko voziš. Se pravi, ja, tele kilometri pač so nam za Evropejce res malo čudni. Tukaj imajo pravila taka, če imaš pač motor, ki ima pač dizelsko gorivo, naj bi bil kao dizel toliko cenejši, čeprav v resnici pač niti ni toliko, pač 50 centov dolarjev razlika je. In ker je pač kao dizel cenejši in ker dizel bolj onesnažuje okolje, moraš pol ti kupati pač kilometre, da se pač udolžiš okolju ali pač kot nek taks ali kakorkoli temu hočeš reči. V glavnem bencinski avti nimajo pač tega, dizelski morajo pa kilometre kupiti. Tako da midva sva zdaj kupila 3000 kilometrov in sva dala $250, kar je v bistvu ful veliko. Tako da tukaj lahko radno rečemo, nama se preveč vozil, ker kilometri so dragi. Zdaj ga pa mava, zdaj pa je uradno najin. Bravo, midva. Zdaj, house tour bomo naredili en drug dan. To bo zdaj svoj video. Ja, to bo svoj video. Se veste, zdaj ta prvi vlog se mi zdi, da je tako kaotičen, ker malo skačeva levo, desno. Pač preveč se dogaja, preveč je stvari, tako da vam takole samo malo utrinkce pokaževa. Ampak, ja, sem pa zelo zadovoljna, tako da bo šla zdaj še v enega Mercatorja po vino, pa da bomo z lastnico malo nazdravili, kaj jim bo takole. Mercatorja je rekel.
Je dober, pack and safe, oni ne vejo, kaj je pack and safe. V glavnem, ker ji bova tako le kravo pripeljala, ki je pred bajtom pač. Sploh ve ne, po mojem ne bo navdušena. Da je ona ven vrgla, upamo, da ne. Ne, vse je kul, vse je kul. Sally ni bila nič jezna, večerja pa je bila itak spet top. Več o Sally in Helpex izkušnji pa imaš v prejšnjem vlogu. Na postrani. Evo, tako, sej bom se... No, zdaj se ti pa javljata ponosna lastnika campervana. Wow, a sta unga kupla? Ugodla. Volkswagna. Tako, ko sta šla gledat zdaj. Ja, tega, ko sva šla ta prvega gledat, ja. Čestitam. Danes. Aha, čestitam. A je v redu? Ful je krasen. Ne vem, recimo, da je. Aha, mislim, tako prostor, pa to, pa Ja, ful ima placa. razporeditev. Pa boljšo razporeditev ima Comfort, zato ker lahko hodiš noter čez stranska vrata. Comfort je imel, si mogel skozi zadnja. Tako, ko pa zaključiš en del pri babici, pa se pa začnete drugi del. To je bolj lušen del. Zdaj to, da sem midva kupila kombi, še ne pomeni, da midva zdaj lahko kar odjadrava kje v zahod, pa se imava lepo pa srečno do konca svojih dni pa te fore. Ne, zdaj moram midva najprej spucati tale kombi, tako da bova... dom, da bo čist. Tako da bova še kakšen teden verjetno pri Sally ustala, ker tam recimo imamo Marjana, ki ga je treba ven dobiti. Tak je po moje. Sam se skriva noter, tako da to bo kar projekt. To še projekt, Po mojemu boš muho nastavil, pa Pa ven prišel, ja, ker tudi posod okoli se vidi, to je toliko pajčun, da jih po moje išeš, tako da mislim, da je nekaj cajt tole stal. Ja, spucati ga morava pa še vse nabaviti, ker je kombi prazen. Kar nekaj projektov. Tako da evo, za prvi vlog pucane, v drugem vlogu bomo šli pa poj že na kakšno avanturico. Prvi projekt bo pa, da pogruntamo, kva so vsi ključi. Je en mali usrančak, a ne? Ja, malo pa je, ja. Malo ful. Pujsa Pepa. Vidim, z Marjanom se pa še kar niso zmenila, če bi se on kaj selil iz tle. Jaz mislim, da midva To je ni... njegov dom. Ja, da sem midva v njegovem domu, ne midva v svojem. Čisto vse je bilo treba spucati, oziroma je za spucati, ker so bili tudi psi po mojem noter v tem campervanu. Nekoč, nekdaj. Ja, če dlake so kar povsod stari, od WC-ja do zadaj za kavčem, v blazinah noter, tako da... Pa še en cajt bojo letele iz vse posod, po mojem. So pa izkoristila, ker trenutno imamo prvič dež, tako da ja, so ta cajt noter pa druge stvari delava, ne? Tako je. Med najnim pucanjem naj jo seveda še vedno čakalo vrtnarjenje in čiščenje pri Sally, ampak s tem vas ne bova pretirano obremenjevala. Vmes so bili še kakšni smešni pripetljaji kot tale. Da vam jaz pokažem, kako Pringles rešuje svet oziroma življenje. Se pravi, pač novozelandske štekarji so taki ful smoteni, ki imajo tako dva pina in ta hudič skozi ven pada. In pa sva ga midva zalepla, pač z lepilom, ampak če je preveč noter, zdaj ne bom kazala, ker to lih stoji, sicer od strahu, ampak stoji. V glavnem, če je preveč noter, pač ne dela, tako da moram malo ven štrlet. Ja, in pa smo to tako rešili, da smo Pringles spodaj poznavali in elektrika dela. Tako da, hvala Bogu za Pringles. Skratka, kombi smo na koncu spucali, potem pa je bil čas za nakupe. Za nakupovanje sva potrebovala več časa, kot si upava priznati. Problem se skriva v tem, da sva novinca v državi, kjer ne poznava trgovin, ne poznava brandov in posledično niti ne veš, kje točno kaj iskati. Kaj šele potem primerjanje cen in neko efektivno nakupovanje. V Evropi bi bilo to bistveno lažje. Živjo IKEA in adijo IKEA, to je to. Večino stvari so na koncu kupila v Warehouseu in Briscoes trgovini, ostale manjše in zelo specifične stvari pa po desetine ostalih manjših ali večjih založbah. Pa ste tole.
Sva si prav masterchef lonce nabavila. Čist noro. Evo. Dobro, rajš povej, da so bili pač best for value, se pravi največ za najboljši denar. Tako je, evo, lejte, prav masterchef. Ne, skratka, bili so drugačni, 300 ali 400 dolarjev in so bili znižani na 100 dolarjev. A veste, kaj je sreča? Ko sem si kupila končno kafetero in bova končno pila kavo. Ja, po 2 mesecih, po mojem. Tlele sploh ne vem, imajo neke fulmajo teh French pressov variant, predvsem pa, in to vidiš povsod, samo instant kava. Ja, praktično sva za cel mesec instant kavo pila. Vse imajo coffee shope, pa to sam, tam je pa drago, tam je pa ta mala šalca, tam okrog 5 dolarjev ali nekaj takega, tako da tole je zlata vreden. Še ena je taka zabavna stvar, kar se tega campervana tiče in sicer, kot sva rekla, treba je tudi vse nabaviti, prav vso posodo, vse, kar boš uporabljal. In smiselno je, da to tudi pomiješ, preden pa začneš uporabljati, tako kot vsako stvar. Zdaj to ne boš delal v campervanu, boš pač delal, na srečo sva pač tle preseli. In to delava tukaj, ker gre ogromno ene vode. In potem stvari tudi je treba posušiti, zdaj valjda naš vsega brisal, ne. In to pač stvari potem tako zgledajo, kaj ni ogromni stolpi Eifflovi, že malo. In valjda cel dishwasher oziroma pomivalc potem tudi uporabljaš kot stojalo za sušiti stvari. Tako da, evo, katastrofa, koliko je tega. Kaj delaš, Ponč? Ja, dnevi so kratki, veliko je treba narediti, tako da ta zadnja stvar danes je bila, da so šla končno po plinsko bombo, tako da bova imela za kuhati not in predvsem, da bova imela za toplo vodo. In zdaj so prižgala bojler. Dela k norcej! To je ta bojler? Noro. Boh ne dej, da imava tole pržgan, ki se vozva. Bom to raznesel. Prav, vejžva notka, mrzr. Pejžva večerjati. Ja. No, ena izmed zadnjih stvari, ki jih mora zrihtati pri kemperju, da gremo lahko s tem olešavom na cesto, da je šel номеру, je self-contained, se pravi, da dobiva potrdilo, da je kombi samooskrben, se pravi z elektriko, vodo, vse te stvari. Zdaj sem bila prepričana, da to pač bo mogla sam kemper nekam pelati in da gre oni skozi vse pogledajo, če vse dela, ampak ne. To bomo mi kar prek WhatsAppa upravili malo s kamerco, pa tako no. Zabavni so tle na Novi Zelandiji. Ampak po drugi strani pa to zelo priročno, da ne rabe zdaj prav nekam letiti. Tako da evo, zdaj pokličava pa da vidimo. Okay, so what type of vehicle are we looking at today? It's Volkswagen. And what year is it? It's 2006. Has it had a self-containment before or not? Yes, it has. I have a paper right here. And so please show me the license plate number on the vehicle. So this is the license plate. Thank you. And show me the old blue card from the previous self-containment in the front windscreen. So it's here. Fresh water is here. Kaj to ne? Smo potem po dobre pol ure uredili ta self-contained. Eno stvar smo morali še dokupiti, drugače pa vse v redu. Od Sally vrt pa sva tudi zelo dobro zrihtala v danem času. Iz tega v tole. Sva kar malo ponosna nase. Neki stvari. Mava ta prav preklopnik, ki prej mogo Pringles podpirati celo stvar, da so sploh imela elektriko. Druga stvar. Po 20 dneh sva končno dobila novozelandsko davčno številko. To pomeni, da bo lahko začela delati, ne? Lahko začela delati. In pa po nekem čudnem naključju mislim, da so dobila Miško stanovanje, tole je pregrižen, ker je hotela priti do kruha, kaj noter, lepo ga je pogledala malo in potem šla. Tako da jaz mislim, da to je ta zadnji čas in vse zvezde so se poravnali, da nam pravijo, da moramo jeti tle. Campervan je končno tudi napakiran, tako da misliva, da je zadnji cajt, da zapustiva Auckland. Za izkušnjo v Aucklandu sva kljub določenim tegobam zelo hvaležna.
Ampak pred nami je še toliko dogodivščin, da morava to poglavje zapreti in iti na naslednjega. Najina pot naj bo v naslednjih dneh vozila vse do skrajnega juga, kamor se odpravljava čez novozelandsko poletje opravljati najino prvo službo. Ta čas bova izkoristila, da se z najinim kombijem bolje spoznava in ga seveda tudi tebi bolj podrobno predstaviva in razkaževa. Zato ne pozabi stisniti gumba za naročilo na najin kanal, spotoma pa stisni še tisti zvonček zraven, da te bo YouTube samo pomnil, kdaj je naslednji del najine avanture naložen na YouTube. Do takrat pa po maorsko, kakite ano! Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too